Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V Sloveniji bi lahko pridelali veliko več zelenjave in poskrbeli za boljšo samooskrbo. Strateško pomembno je, da pridelavo v tej kmetijski panogi v prihodnje povečamo. Ali nam bo uspelo ali ne, bo pokazal čas. Mi pa se v nadaljevanju ustavljamo pri dveh domačih pridelovalcih. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kaj bo potrebno storiti na organizacijski, tehnološki in sistemski ravni, da bomo proizvodnjo povečali. V Sloveniji imamo danes zelenjavo zasajenih manj kot 2% njiv in vrtov. V skupni vrednosti kmetijske proizvodnje pa pridelava zelenjave predstavlja le od 3,5 do 5%. Posledično je tudi samooskrba z zelenjavo izredno nizka. Pridelava zelenjave je po letu 2004, ko smo vstopili v Evropsko unijo, vsako leto padala in trenutno smo tam nekje na dobrih 30% lastne oskrbe. Veliko uvozimo in če bi del tega uvoza, ki preračunano v hektarje znese kar potencialno 2500 ali morda celo več hektarov zelenjave nadomestili za lastno pridelavo, bi seveda na ta način povečali samooskrbo, skrajšali dobavne poti, kajti danes je večina zelenjave iz območij regij, ki so v Sloveniji zelo oddaljene, in na drugi strani povečali število delovnih mest na kmetijah in v celotnem sistemu potem tudi dodelave, pakiranja, skladiščenja in priprave za trg. Tega dejstva se seveda tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zaveda in že pravzaprav skoraj eno leto aktivno sodeluje s predstavniki sektorja, z različnimi akterji, z namenom identificirati vse probleme in poiskati rešitve. Glavni problem pravzaprav je ta del med trgovino in pa pridelavo na eni strani, kajti kljub mnogim, tudi dobrim praksam, so nekako pridelovalci tisti šibkejši člen na drugi strani in ideja je, kako z različnimi mehanizmi spodbuditi povezovanje pridelovalcev za enoten nastop na trgu. Krabonjevi iz Mihovcev pri Ormožu obdelujejo okoli 8 hektarov kmetijskih površin. Zaradi dobre kakovosti kmetijske zemlje na 4 hektarjih pridelujejo zelenjavo. Polovico kmetijskih površin pa namenjajo integriranemu poljedelstvu. Sama lega kmetije je nižinska, tla so zelo porodnata z visoko zračnostjo. Prav tako celotna lega omogoča tudi namakanje vseh površin in pa vse je nekje praktično na dosegu roke, kar je še tudi dodatna prednost pri samem kmetovanju. Zdaj kmetija da dejansko zaslužek 2 članoma, zraven mene še tu moja žena, seveda pride še pa pomoč tudi staršev in pa prijateljev, občasna pomoč. Ste se vi že od nekdaj ukvarjali tudi s pridelavo zelenjave? To je zelo važno vprašanje. Jaz bi lahko samo tako na kratko povedal, da je vse skupaj nastalo iz nič. Dobri 10 let nazaj ni bilo praktično ne zemlje, ne mehanizacije, ne nekih pokritih površin. Res je, da so se starši pred tem ob službo nekako dopolnjevali svoj družinski proračun z vzgojo kumar, ni pa bilo neke intenzivnosti. Tako da je takrat se vse skupaj začelo in polje zadeva iz leta v leto se je vse skupaj širilo. Trg je narekoval proizvodnjo, kupovala se je zemlja, mehanizacija, širile so se pokrite površine in sedaj smo pač tu, kjer smo. Zametki prve proizvodnje na prostem so praktično vidne v rastlinjaku. Letošnja sezona je bila bolj neka posebna sezona. V mesecu januarju smo imeli izredno toplo vreme. Temperature so bile nadpovprečno visoke, pogoji za setev so bili idealni, ampak smo nekako čakali na neko zimo. Ta zima je tudi prišla do nagle spremembe temperatur in na srečo mi z setvijo takrat še nismo začeli,
Tako da smo, ko so bili prvi znaki otoplitve, tam v drugi polovici meseca februarja, smo začeli sejati prve sadike v platoje v rastlinjakih. Kot smo že navajeni, ni nekih prehodov več, se pravi, gremo iz enega ekstrema v drugi, očitno bojo spet v tem mesecu bolj nadpovprečno visoke temperature, spremlja jih nizka, se pravi, spremlja jih že ena rahla suša, kar občutimo zlasti takrat, ko začnemo tla obdelovati, pride do močnega izhlapevanja, tako da se že v celoti pripravljamo tudi na eno daljše obdobje, ko bo treba namakati. Zdaj, kakva bo sezona, to je težko reči. Ekonomsko stanje je bolj slabo, kot ne. Recesija je tudi prizadela našo dejavnost, tako kot vse ostale v kmetijstvu. Tako da nekih velikih pričakovanj od tega leta ni, ne. Vidimo, da imate polno sadik. Bodo to sadike za lastno uporabo, jih sami posadite potem naprej ali jih tudi prodajate? Cirka 90% sadik ostaja na kmetiji, se pravi, grejo v sajenje na prosto. Nekje dobrih 10% prodamo kupcem, predvsem na tržnici. Predvsem imamo to, da zapolnimo tisto vrzel, se pravi, med nišo, ki nastane nekako pri prodaji med staro zelenjavo in pa med novo, tako da pač tisto obdobje nekaj kupcem še imamo zmerom za ponuditi, ne. Pol, ko se pa začne prodajati nova zelenjava, se pa nekako sadike več neke intenzivnosti ne prodajo, ampak se zgolj prideluje sadike za lastno potrebo za naprej. In vi to zelenjavo potem posadite tudi zunaj, izven rastlinjakov, ali imate vse v rastlinjakih? Ne, dobršen del proizvodnje je na prostem. Plodovke predvsem se sadijo vse na zastirke. Prve zgodnejše posevke pokrivamo tudi z belo zastirko, tako da dosežemo pač hitrejšo rast. Ostalo se pa pol sadi čisto na prosto. Dejansko vse, kaj je bilo nekako, ko smo smatrali, da je nenormalno, ne, je po novem normalno, ne. Pride obdobje, ko so zelo visoke temperature, pomanjkanje vlage, potem se vse skupaj obrne in pride obdobje, ko imamo preveliko moče, nizke temperature, nenormalno nizke temperature za neko obdobje, ampak nekako se mi zdi, da se tudi sama narava oziroma rastline na to prilagajajo, ne. Pač ni sicer uspeh več tak, kot je bil včasih, očitno je, da bo z naravo zmerom težje delati. Je pridelava zelenjave dandanes zelo zahtevna? Glede na samo uporabo teh sredstev lahko še povem, da smo se že davnih 10 let nazaj odločili za integrirano pridelavo, ne. Bili smo med prvimi kmetijami v podravski regiji, ampak tudi širše slovenski regiji, ki smo šli v to zavestno, v nekaj takega, ker smo se zavedali tudi neke odgovornosti do samega okolja, ne. Dejansko smo se s tem približali tudi čim bolj ekološki pridelavi, ne. Ker v bistvu so bili to, prvo je bila integrirana, nato je sledila ekološka, ne. Sama mehanizacija, tehnologija, uporaba zastirk, črne folije in podobno seveda bistveno pripomore k manjšem obremenitvi okolja. Kaj se pa tiče fitofarmacije, pa lahko povem, da je zadeva v nekaj letih zelo napredovala, da imamo pesticide, ki imajo izredno nizke karenčne dobe, so praktično že na nivoju oziroma na meji ekološke pridelave, tako da se s tem zavedamo, da bo pač treba tudi poskrbeti za naše zamance, ne. Sama tehnologija v zelenjadarstvu, se pravi mehanizacija, ima še pa na žalost zelo visoko ceno, ne. To pa pač sproti, kako smo pač sposobni, opremljamo kmetijo z nekimi novimi stroji in pač gledamo na to, da bomo nekako si delo čim bolj poenostavili, ne. Kakšne pridelke potem dosegate? Dosegamo, za moje, nekako po moji oceni dosegamo dobre pridelke, ne. S tem, da seveda je vsako leto nekako specifično. Lani recimo smo imeli probleme pri kapusnicah, leta nazaj so nam delale probleme plodovke, vsako leto je ena uganka, ne. In vsako leto se tudi učimo. Vendar, glede na to, da je pri nas kar širok spekter proizvodnje, se nekako to pol vse skupaj pogliha, ne, če tako rečem, in zmerom še nek uspeh na koncu je. Kako poteka pri vas prodaja?
Glede na to, da smo začeli z nič, je edina možnost bila nekako z majhno količino začeti prodajati na tržnici, ne. Pol je ta prodaja nekako nam zlezla pod kožo, razširila se je na več lokacij, tako da prodajamo direkt. S tem se je vzpostavil tudi tisti pristen stik s kupcem, ki sem ga jaz zmerom iskal. In tudi ni večjega zadovoljstva kot to, če se kupec znova in znova vrača, pomeni neko samopotrditev in tudi nagrada za vso naše delo. Je pa res, da je tak način prodaje tudi zahteva bistveno več časa, ampak mi smo nekako v tem ostali in bomo zaenkrat še v tem tudi vztrajali, v takem načinu prodaje. Nekaj se pa tudi zelenjave proda doma, ne, na domačem dvorišču. V zadnjem času pravzaprav v slovenskem prostoru veliko pozornosti namenjamo problematiki zelenjadarstva, pridelamo je veliko premalo. Nekako se omenja tudi, da naj bi se pridelovalci bolj povezali. Kako vi gledate na to? Res je, statistični rezultati so bili porazni v samooskrbi. Pridelamo praktično toliko kot en mesec pojemo. To je zelo žalostno. Jaz se bojim, da bo ta trend še šel naprej v negativnem smislu. Združevanje je tukaj ključno. Samo je pa zdaj potreba postaviti pravila igre, ki morajo biti jasno določena, ker mi smo se v preteklosti večkrat združevali, ampak so se velikokrat ljudje združevali z figo v žepu, kar je pozneje za posledice imelo katastrofo, vse skupaj je razpadlo. Vendar je treba vedeti, da združevanje je nekako tema, ki nas je nevede in nepripravljena doletela, in jaz upam, da se bomo sedaj v tem kaosu tudi skupaj znašli. Včasih je bila bližina mesta za pridelovalce velika prednost, saj na bližnji tržnici ni bil problem prodati domače sveže zelenjave. S prihodom velikih nakupovalnih središč in diskontnih trgovin, ki skozi vse leto ponujajo velike količine zelenjave, pa je prodaja na tržnici precej upadla. V vrtnariji Bensa v Mariboru se z vzgojo zelenjave in rož ukvarja že 4. generacija. Kljub temu, da imajo ugodno lokacijo za pridelovanje in prodajo, s slednjo, predvsem na zelenjavnem delu, niso najbolj zadovoljni. Obdelujemo približno 2500 kvadratnih metrov pokritih površin, v katerih pridelujemo balkonsko cvetje, drugo okrasno cvetje, vzgajamo pač sadike in tudi sadike zelenjave. Solatnic, plodov, kapusnic, vse pač, kar vrtičkarji potrebujejo za svoje vrtove. Prevladuje seveda balkonsko cvetje, to so sadike okrasnega cvetja za korita in grede. To je kar širok spekter od pelargonij, vseh strukturnih rastlin, surfini in ostalega. To je najlažje, če ljudje se sprehodijo skozi našo vrtnarijo in se prepričajo sami. Vidimo, da sadike že kar lepo napredujejo. Kdaj ste začeli letos sezono? Sezona se je letos začela zgodaj, zaradi toplega vremena. Mi smo prvo solato sejali že sredi januarja, tako da so bile sadike pripravljene prve že v začetku marca. Seveda pa letos taka zelo neugodna, so razmere, veliko sonca, malo padavin, sadike v rastlinjakih zelo hitro napredujejo, ljudje pa jih, potrošniki pa ne morejo saditi, kdor nima možnosti namakanja, seveda to ne uspe. Za večine zelenjave sejemo v plošče, tako imenovane multiplošče, ki uporabljamo pilirano seme, tako da je setev lažja. Posejane setvene plošče imamo na nekoliko toplejših v teh vzgojnih mizah, kasneje po skalitvi pa jih preselimo v hladnejše okolje, da sadike zrastejo do te prodajne kondicije bolj počasi in so bolj utrjene, prilagojene na
temperaturno nihanje. So izpostavljene tudi kakšnim škodljivcem? Zdaj v tem zgodnjem času ni težav z škodljivci, ne, ker ne morejo priti iz okolja, ker je še zunaj narava počiva in tudi naprimer listne uši se še ne razvijajo, nimajo odkot priti, tako da če jih damo v čisto okolje, ni težav z škodljivci. Kaj pa gnojenje? Je potrebno gnojenje? Gnojenje je potrebno, predvsem če so predolgo v teh šotnih celicah, ker se ta substrat ima za začetno rast dovolj hranil. Če pa je sadika nekaj časa čaka na presajanje, jo pa treba dognojiti, da ne zazna pomanjkanja. Predvsem iščemo kupce lokalno in na osrednji mariborski tržnici, ne zalagamo kakšnih prodajnih centrov. Pri izbiri sort se vedno nagibamo k temu, da izberemo te tradicionalne sorte, ki jih ljudje poznajo, s tem pa dodajamo kakšne novosti, kakšne bolj odporne sorte, to predvsem pri paradižniku in papriki, ki lepše ostanejo in zdržijo tudi na prostem, da nekako stremimo k tem, da ne bi bilo treba paradižnika vedno pokrivati in da bi uspel tudi na prostem. Kakšno je povpraševanje? Tukaj imate kar dobro lokacijo, če lahko tako rečem, ste blizu tem kupcem, kot pravite. Prihajajo kupci, vas najdejo, vas sami poiščejo? Večino prodamo doma na dvorišču oziroma v našem vrtnem centru. Smo vrtnarija odprtega tipa, ljudje lahko pridejo do nas, se sprehodijo skozi rastlinjake. Če jim le moremo, če nam čas dopušča, in tudi svetujemo in predstavimo sadike, sorte. In to tudi pritegne, v tem je naša prednost pred ostalimi vrtnimi centri, kjer ni takega osebnega stika z nami, vrtnarji, proizvajalci in kupci. V tem je naša prednost. Kaj pa cene? Dosegajo sadike primerne cene? Cene sadik so primerne. Soočamo se z zelo veliko konkurenco, ampak ko ljudje po izkušnjah pa naše stalne stranke nam nekako zaupajo, seveda se trudimo to ne izkoriščati in vedno najdemo en kompromis, da zaženemo potem lahko novo sezono za naslednje leto. Cena je za potrošnika je vedno visoka, za nas je vedno nizka, vedno tu nekje moramo eno srednjo pot najti. Vzgajate pa potem v nadaljevanju tudi zelenjavo. Kakšno zelenjavo? Da, naprej tudi vzgajamo te rastlinjake, ki jih spraznimo, posadimo paradižnik, papriko, kumarice, tudi stročni fižol, solate, da imamo s tem pa kar imamo težave s prodajo, ker cene so izjemno nizke. Včasih je bila naša osrednja tržnica v Mariboru na Vodnikovem trgu zelo uspešna, žal pa temu več ni tako in je zelo težko malo več oziroma neko maso prodati. Tu imamo težave. Recimo v Sloveniji slišimo, da pridelamo pravzaprav izredno malo zelenjave, glede na pogoje, ki so primerni. Čemu vi pripisujete to? Je to zaradi cene ali še zaradi česar drugega? Vsekakor cena je en dejavnik, ne naše. Mi ne moremo s takšno ceno proizvajati, kot naprimer pride zelenjava iz tujine. Sam vidim predvsem v spremembi potrošniških navad. Ljudje ne kupujejo več na tržnici, ampak grejo v te velike trgovine, kjer zvečer po službah nakupijo vse na enem mestu. Ljudje ne kupujejo več dopoldan na tržnici, tam se čujemo še starejši del populacije, mlade družine pa mogoče še ob sobotah se srečamo z njimi, tam drugače pa ne.
Zaenkrat pa imamo še dobre izkušnje na vrtnariju, ne, in na vrtnariji nas pa še obiskujejo, predvsem v sezoni balkonskega cvetja. Ravno zaradi tega, ker jim poskušamo svetovati, poskušamo kombinirati različne zasaditve in to nas še drži po koncu. Kljub vsemu pa slovenski potrošniki postajajo ponovno bolj osveščeni. Zavedajo se, da je doma pridelana zelenjava bolj sveža, bolj polnega okusa, vsebuje več hranilnih snovi, pa tudi vitaminov in mineralov. Potrošniki bodo takšno zelenjavo v prihodnje gotovo iskali in jo kupovali raje kot uvoženo. Da bi jim to omogočili, pa bomo morali povečati domačo pridelavo in trdneje povezati vse člene v zelenjavni verigi. Prvi koraki so bili storjeni v lanskem letu. V to verigo so vključeni predstavniki pridelovalcev, zadružnega sistema, kmetijske zbornice, potem GIZ-a Slovenska zelenjava in pa Ministrstvo za kmetijstvo, pa tudi trgovinska zbornica. Namen te zelenjavne verige je ustvariti pogoje za zelenjavo, za proizvodnjo zelenjave v Sloveniji. Kajti sam podatek, da je samooskrba samo 30%, pomeni, da je treba najprej urediti primerno okolje za proizvodnjo. To pa je od predpisov, ki jih daje država, do ukrepov kmetijske politike, pa do proizvajalcev, tehnologije, pa do organizatorjev proizvodnje, na koncu pa do prodaje in spodbujanja potrošnje slovenske zelenjave. Kje v tej verigi so največje težave? Poglejte, najtežje težave so najprej v predpisih. Če povzamem samo na kratko, mi imamo še vedno, nam niso dostopna fitofarmacevtska sredstva, ki jih potrebujemo nujno v proizvodnjo zelenjave. To je pa zaradi tega, ker veliki proizvajalci ne registrirajo zaradi majhnosti trga. Tu nam je Ministrstvo za kmetijstvo obljubilo pomoč. Druga zadeva je, mi imamo sistem integrirane proizvodnje, mi smo z neko posebno uredbo določili maksimalno količino čistega dušika po hektaru zelenjave, tako da smemo uporabljati najmanj čistega dušika v Sloveniji, v Evropi. Večja je tako na zahodu kot v jugovzhodnih državah, kjer sploh ni omejitev, na koncu pa ni vseeno, ali pridelamo po hektaru 30 ali 60 ali 90 ton zelja, naprimer. Naslednje področje je, mi imamo izredno zapletene postopke pri dobivanju gradbenih dovoljenj za rastlinjake, mi imamo zapletene postopke za pridobivanje vodnih dovoljenj. To so vsi pogoji, ki niso zadovoljivi za spodbujanje proizvodnje zelenjave. Ste si postavili tudi kakšna pravila? Ste sprejeli skupna pravila? Poglejte, mi smo postavili približno, jaz bom rekel zdaj na pamet, 25 ciljev ali pa zastavili smo se 25 nalog, kaj vse je tudi v Sloveniji potrebno urediti, da ustvarimo pogoje. Eden izmed bistvenih je tudi, da uredimo te odnose z trgovino. Želimo s strani trgovcev, da imajo nek, jaz bom rekel po domače, fair play odnos do slovenske zelenjave, kajti to ne moremo konkurirati ali pa ne bi konkurirali z slovensko zelenjavo tako kot z pralnim praškom. Danes pa se dogaja, da se konkurirajo na cenah, ki so nižje od proizvodnih cenah in vozijo zelenjavo iz naprimer kumare po 10 centov v lanskem letu v Slovenijo, to je strošek embalaže in transporta do Ljubljane za slovensko zelenjavo. Moram reči, da na strani trgovcev je posluh in upam, da bomo ta dogovor, ki smo ga pripravili približno v taki obliki, tudi
sprejeli. Nažalost spada Slovenija med državami članicami Evropske unije, med tiste 4 države, ki trenutno nima niti ene priznane organizacije pridelovalcev v sektorju zelenjave in sadje. Večina držav, kjer je ta sektor uspešnejši in razvitejši, je tudi v deležu povezanosti pridelovalcev in skupnemu nastopanju na trgu preko teh tako imenovanih organizacij pridelovalcev bistveno večji. Na nivoju Evropske unije vseh držav članic je čez 40% pridelave povezane. Kaj bi bilo potrebno, da bi takšno organizacijo ustanovili? Bi se morali organizirati sami pridelovalci ali bodo pri tem potrebovali kakšno pomoč? Seveda iniciativa vedno mora priti iz ljudi, ki se želijo povezati. Na drugi strani je seveda naloga Ministrstva za kmetijstvo, da pripravi ustrezno zakonodajo, ki bo to omogočila in da pravzaprav tudi to zakonodajo ustrezno interpretiramo. Kajti včasih se zgodi, da morda tudi določene zadeve različni ljudje različno beremo in dojemamo. Poiskati si seveda moramo tudi dobre zglede, primere dobrih praks iz nam recimo sosednjih držav, ker so pri tem zelo uspešni. Se pa moramo zavedati dejstva, da je pogoj za člane organizacij pridelovalcev to, da če se včlanijo, potem to pomeni, da morajo vso svojo pridelavo skupaj prodati preko te organizacije pridelovalcev. In ni več tega, kar pa se pogosto tudi v praksi dogaja, da takrat, ko je pridelka preveč, ga želimo ponuditi preko nekih ustaljenih tržnih poti, takrat, ko pa gre uspešno prodaja individualno, pa vsak prodaja samostojno. Bistvo organizacij pridelovalcev je v tem, da ti kot pridelovalec ne smeš konkurirati pri istemu odjemalcu, kot kamor prodaja tvoja organizacija pridelovalcev. Lahko pa del pridelka ob soglasju prodaš na lokalnem trgu, kar je sprejemljivo. Preko organizacije pridelovalcev je možno preko operativnih skladov urediti številne zadeve, ki pestijo pridelovalcev, tako investirati v smislu dviga kakovosti v pakirne linije, v hladilniške kapacitete. V okviru tega je možno vzpostaviti tudi sisteme sledljivosti zelenjave, sfinancirati analize različne na recimo tudi ostanke pesticidov, nameniti sredstva za certificiranje shem kakovosti. Organizacije pridelovalcev se seveda morajo tudi zavezati za okolju prijaznejše načine pridelave, čemur tudi stremi nova skupna kmetijska politika, ker je ta zelena komponenta izjemno poudarjena za prihodnjo finančno perspektivo. Cenjeni pridelovalci žit, pred nami je čas za uporabo pripravkov, ki varujejo žita pred boleznimi listov in klasa. Med najnevarnejše bolezni žit sodijo fuzarioze, katerih stranski produkt so mikotoksini, ki imajo vrsto negativnih učinkov na živali, kot tudi na ljudi. Za varovanje vašega pridelka priporočamo Bayerov pripravek Prozaro, ki ga odlikuje izjemno delovanje na vse gospodarsko pomembne bolezni žit, dolgotrajen učinek in podaljševanje obdobja polnjenja zrn. Najprimernejši čas za uporabo pripravka Prozaro je pri pšenici, ko ta cveti, ter pri ječmenu, ko so vidne resice klasa.
Ne prepustite količine in kakovosti pridelka naključju. Uporabite Prozaro, pripravek, s katerim boste v očitni prednosti. Bosch izdelki so sinonim za visoko kakovost. Strokovnost, uporaba kakovostnih sestavnih delov in robustna konstrukcija zagotavljajo vzdržljivost, zanesljivost in varnost. Mehanizacija Miller v akciji priporoča cepilnike, pokončne in ležeče, krožne žage in rezalno-cepilne kombinacije. Tako delajo profesionalci. Mehanizacija Miller, kmetijska mehanizacija za zahtevne. Popolna skrb za vaše krave v obporodnem obdobju. Kalfo Plus, kalcij v tekoči obliki, da ob telitvi ni mlečne mrzlice. Kravimin Start, vitaminski napitek, da si po telitvi krava hitreje opomore. In Kravimin G+, energijski napitek, da bo laktacija potekala brez ketoze. Lek Veterina, z vami in za vas že 30 let. Izjemno ugodno traktorji Deutz-Fahr že od 29.150 €. Pohitite, količine so omejene. Agromehanika Kranj, Maribor, Murska Sobota in Brežice. Horti Profi, prava rešitev za poljedelce, za tiste, ki želijo več. Priporočamo foliarna gnojila v obliki vodotopnih kristalov v vseh fazah rasti, prijazna za uporabo s standardno škropilno tehniko. Postavite si rastlinjak po vaših merah. Rastlinjak je prekrit z več let obstojno UV folijo. Deluje kot zaščita pred neurji, točo in snegom. Zagotavljamo pester izbor različnih velikosti in ugodne cene. Rastlinjak pošljemo tudi po pošti, plačilo ob povzetju. Agroremont iz Svete Trojice že 16 let zastopa in servisira blagovno znamko Ferrari. Traktorje za komunalo, sadjarstvo, vinogradništvo, gorske traktorje in kosilnice. Stroje Mašio, Gaspardo, Projet, Štil in John Deere ter pestro ponudbo rezervnih delov. Novo, Bogatin v jumbo vrečah. Naraven, shranili bogat, termično obdelan kokošji gnoj, ki ne vsebuje plevelov. Uporaben za vse vrste vrtnin in poljščin, ki ga lahko raztrosite tudi s trosilnikom. Razvajajte svojo zemljo z novim Bogatinom in zemlja bo razvajala vas. Spodeželja.si v tokratni izdaji prinaša vse o slovenskih avtohtonih pasmah živali, intervju z Benediktom Jerankom in druge aktualne novice. Rad imam svoja jutra, saj vem, da se začenja še en dan napredka za moj pridelek. Z Laudisom, herbicidom, ki uničuje vse plevele v mojem posevku koruze, mi posel cveti. S tem, ko rastejo moji pridelki, raste tudi moje zadovoljstvo. Rad imam svojo zemljo. Laudis, brez omejitev, fleksibilen in zanesljiv za vaš pridelek koruze. Vsakemu prvemu kupcu v regiji, ki se bo odločil za nakup in postavitev celotnega hleva za goveda Wolf, nudimo promocijski popust oziroma subvencijo v višini 10.000 €. Wolf sistem Orehova vas. Telefon 041 63 64 65. Strokovnjaki opozarjajo, da je sredi aprila, ko žita dobijo drugo kolence, smiselno opraviti drugo dognojevanje. Pozorni pa moramo biti tudi na razvoj plevelov in škodljivcev. Zanimalo nas je, kako bodo na te ukrepe in pridelek v letošnjem letu vplivale nizke temperature in suša, ki traja že od jesenskih mesecev preteklega leta. Zgodnja spomladanska suša in nizke temperature so najmanj škodovale pšenici, ki so jo pridelovalci posejali pravočasno v jesen, saj je razvila dovolj globok koreninski sistem, da se je lahko razraščala tudi v suhem obdobju. Pšenica je nekje v fazi večinoma med prvim in drugim kolencem. Ta posevek je relativno v dobri kondiciji in obeta primeren pridelek. Seveda se posledice pomanjkanja vlage v marcu tudi na tej pšenici kar precej poznajo. Namreč večina mineralnih gnojil, ki smo jih dodali v marcu, sedaj kaže efekte
od dognojevanja. Tako da zasnove klasa pa letos niso, tudi pri teh posevkih, ki dobro zglednejo, niso preveč veliki. Tako da posledice suše bomo občutili v glavnem kot manj pridelka. Pšenica je nastavila manj klaskov oziroma manj zrn bo. Sigurno še v prihodnosti z gnojenjem lahko veliko postorimo, predvsem, da bojo zrna debelejša z pravilno prehrano, z ostalimi agrotehničnimi ukrepi in predvsem z varstvom pred boleznimi in škodljivci. Strgač še tudi lahko naredi kar precej škode. Katero gnojenje priporočate sedaj in v kakšni fazi recimo pšenice? Do sedaj je spomladi bilo opravljeno eno dognojevanje. V marcu smo priporočali od mineralnih gnojil ali MPK gnojila 15-15-15 na površinah, ki jeseni ni bilo gnojeno z organskimi oziroma mineralnimi gnojili. Drugače pa večinoma za prvo spomladansko dognojevanje smo svetovali kan. Predvsem zaradi tega, ker je v kanu v vodi lahko topna oblika nitratnega dušika, nekaj malega je amonijskega. Sedaj v fazi med tam 2 oziroma 3 kolenc pa priporočamo še opraviti na osnovi analize rastlinskega materijala še eno dognojevanje z dušikom, ki pa ga sedaj priporočamo dodati gnojila tudi v amonijski oziroma amidni obliki. Na trgu so to v glavnem razen kana, ki sem ga že prej omenila, so to Unico, Energico, NG gnojila, ki pa razen dušika vsebujejo tudi žveplo, ki ga pšenica za kakovost pa pridelek tudi zelo potrebuje. Rekli ste, da to priporočate, to dognojevanje na podlagi analize. Kdo opravlja analize? Kako je možno opraviti analizo? Ja, naredimo analizo rastlinskega soka, ki ga iztisnemo iz spodnjega dela bili pri pšenici in v raztopini izmerimo vsebnost nitratnega dušika in na osnovi te vrednosti potem priporočamo še nadaljnje potrebe. Na ta način so zelo majhne ali pa skoraj ni možnosti za izpiranje, se pravi rastlinam dodamo toliko, koliko še bojo rastline porabile. Analizo dušika v rastlinskem materialu delamo svetovalci na terenu ali pa tudi v laboratorijih in to je obveznost vseh, ki so vključeni v integrirano pridelavo poljščin in zelo priporočamo tudi za vse ostale, predvsem pa tiste, ki kmetujejo na vodovarstvenih območjih. Tam vse kaže, da bo obveznost od naslednjega leta naprej tudi gnojenje oziroma dognojevanje pšenice na osnovi analize dušika v rastlinskem soku pa v tle. Drugo dognojevanje, ki ga bomo opravili zdaj v fazi 2., 3. kolenca, vpliva na višino pridelka oziroma na število zrn. Priporočamo pa, da za boljšo kakovost pšenice, kar je sigurno pri odkupu zelo pomembno, se opravi še 3. dognojevanje v fazi začetka klasenja. Tisto dognojevanje pa predvsem potem vpliva na vsebnost beljakovin v zrnju in predvsem na kakovost žit. Ne več na pridelek, ampak predvsem na kakovost. Za tisto dognojevanje tudi priporočamo dognojevanje na osnovi analize v rastlinskem soku. S
Strokovnjaki opozarjajo tudi na pojav škodljivcev in bolezni, ki lahko precej znižajo pridelek. Uspeh varstva rastlin je v takih primerih odvisen predvsem od pravilne ocene nevarnosti in razširjenosti škodljivca ali bolezni, izbire primernega zaščitnega sredstva in pravočasne primerne uporabe zaščitnega sredstva. Pridelovalce bi opozorili, da se lahko pojavi pšenična listna pegavost, Septoria tritici, in vkolikor se pojavijo nekje od 10 pregledanih rastlin, ena rastlina, ko imajo na 3 listih pege, bi priporočali zatiranje z fungicidi. Na razpolago imamo kar precej fungicidov. Iz skupine triazolskih pripravkov strobilurinskih in kontaktnih priporočamo, da se škropi v času, ko so temperature tam na 12 do 15 stopinj. Potem kasneje v začetku cvetenja pšenice priporočamo še eno zatiranje proti boleznim klasa, predvsem proti rjavenju pšeničnih plev in fuzariozam. V tem času oziroma škodljivec, ko zelo pomemben, je žitni strgač, rdeči žitni strgač, ki je nekje v fazi odlaganja jajčeca. Zdaj mogoče te nižje ali pa višje temperature, odvisno v glavnem od temperatur, se bodo začele pojavljati ličinke in vkolikor opazimo na zgornjih vršnih listih po eno ličinko, torej na list, je potrebno se odločiti za zatiranje. Prag zatiranja je tudi na 1 kvadratnem metru okrog 10 ličink. Na voljo so piretroidi, ki pa jih uporabimo le enkrat letno. Na voljo še en pripravek, ki v bistvu ni piretroid. Ob tem bi opozorila, da tudi ravnate po skladu z dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel. Sicer v pšenici ni to tako, razen če so kakšni cvetoči pleveli še ostanejo, ampak to bi nasplošno opozorila za vse pri vsaki uporabi insekticidov. Po oceni strokovnjakov je najbolj kritičen čas za ozimna žita poletje, ko žita začno polniti klasje. Zato skupaj s pridelovalci upamo, da nam bo narava v poletnem obdobju ob obilici sončnih žarkov namenila tudi dovolj padavin. Če za vnos organskih gnojil niste poskrbeli v jeseni, storite to v spomladanskem času. V vinogradu potrosite 1 tono na hektar gnojila Agrosol rastlinskega izvora ali 2 toni na hektar gnojila Organo, ki je živalskega izvora in je odlično nadomestilo za hlevski gnoj. Tudi v sadovnjaku uporabimo 1 tono na hektar Agrosola ali 2 toni na hektar Organa. Obe gnojili sta peletirani in primerni za trošenje s trosilniki za mineralna gnojila. Na vrtnih gredah o pripravi tal pred setvijo in sajenjem uporabimo izboljševalec tal Biopost v odmerku 20 kg na 100 kvadratov površine. Potrosimo ga po gredici in plitva vdelamo v tla, ki jih tako obogatimo z organsko snovjo in nujno potrebnimi mikroorganizmi. Na začetku rastne dobe vrtninam zaradi dobre preskrbe z mikro- in makrohranili dodamo še Agrosol ali Organo. Pri sajenju vinske trte, sadnega drevja, drugih dreves in grmovnic v sadilni jami zemljo dobro pomešamo z izboljševalcem tal Biopostom namesto komposta. Okoli posajenega trsa, drevesa ali grma potrosimo še Agrosol ali Organo. Podjetje Agroremont je uradni uvoznik celotnega John Deere programa, od vrtne, komunalne in golf mehanizacije pa vse do kmetijske mehanizacije, kjer najdete traktorje, kombajne, balirke in ostale stroje. Na voljo vam je tudi strokoven servis in prodaja rezervnih delov. Oglejte si nove smernice na www.agroremont.si. Spodeželja.si v tokratni izdaji prinaša vse o slovenskih avtohtonih pasmah živali, intervju z Benediktom Jerankom in druge aktualne novice.
Prihaja čas setve koruze, s tem pa se začne tudi varstvo posevka pred pleveli. Vrsta plevelov, razvojna stopnja plevelov in koruze ter vremenske razmere, vse to so dejavniki, ki lahko zmanjšujejo delovanje herbicidov. Vendar pa imamo v podjetju Bayer za vas rešitev brez omejitev – Laudis. Laudis je sistemični herbicid, ki odlično zatira vse najpomembnejše enoletne ozkolistne ter enoletne in večletne širokolistne vznikle plevele, tudi tiste, ki so že prerasli optimalno stopnjo za zatiranje. Laudis deluje popolnoma neodvisno od vremenskih razmer, hitro se vpije skozi list in ni odvisen od talne vlage, zato brezkompromisno deluje tudi, če je suša. V list se vpije že v pol ure, tako da ga niti močno deževje ne more izprati. Formulacija v obliki oljne disperzije herbicidov omogoča boljšo razporeditev po listu, lažji vstop v plevele in boljše razporejanje po plevelu. Varovalo pa hkrati koruzi omogoča nemoteno rast. Laudis lahko uporabite na 3., 2. in celo na 1. vodovarstvenem območju. Škropite v odmerku 2 litra na hektar. Laudis ima fleksibilen čas uporabe, optimalno delovanje pa je od 5. do 6. lista koruze oziroma takoj, ko so vsi pleveli vznikli. Ob morebitnem močnejšem pojavu slaka na njivskih površinah priporočamo mešanje s pripravkom Banvel. Za visok in kakovosten pridelek aktivirajte Laudis. Deluje brez omejitev. Mehanizacija Miller predstavlja vodilno linijo balirk. Preizkušena kvaliteta, sedaj še boljša. Naša največja prednost je zanesljivost in lahkoten pogon. Zakaj bi capljali zadaj, če lahko greste v korak z najboljšimi? Samo z mehanizacijo Miller, kmetijsko mehanizacijo za zahtevne. Horti Profi, prava rešitev za poljedelce, za tiste, ki želijo več. Priporočamo foliarna gnojila v obliki vodotopnih kristalov v vseh fazah rasti. Prijazna za uporabo s standardno škropilno tehniko. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko za danes. V našo družbo vas vabim tudi prihodnjo nedeljo, ko bomo osrednji temi namenili posledicam letošnje zmrzali v sadjarstvu in živinoreji. Pa še kakšno zanimivost bomo dodali. Upam, da se nam boste pridružili v čim večjem številu. Nasvidenje torej do prihodnje nedelje.